Navadni vari, ki je zaradi barve svojega kožuha pogosto poimenovan tudi duh iz Madagaskarja, je eden izmed največjih predstavnikov lemurjev. Lokalni prebivalci jih lovijo zaradi njihove velikosti, vrsta pa je kritično ogrožena, saj živijo le še na redkih predelih na vzhodu Madagaskarja. V kontekstu hranjenja in izven njega so pri varijih bolj dominantne samice, ki običajno zmagajo tudi v primeru spopada. Tako kot pri meni doma. Pri nas si samci glede tega lahko oddahnejo, saj so v ogradi 3 bratje, tako da v primeru morebitnega spopada lahko izgubijo le proti bratu in vse ostane v družini. Med seboj se sporazumevajo z različnimi glasovi, nekateri so zelo glasni. Včasih treba malo zaropotati, da se te sliši, ne? Našim skrbnikom se pustijo pobožati, vzamejo hrano iz roke in imajo z njimi prav posebno povezavo. Njihova vloga je pomembna v izobraževalnem programu Živalskega vrta Ljubljana, odbliže pa jih lahko spoznate tudi na zoodogodivščinah. Z naravovarstvenimi projekti, ki skrbijo tako za ohranitev živali kot za njihove habitate, želimo poskrbeti, da se bo navadnim varijem reklo duh le zaradi njihove dlake in ne zaradi tega, ker ne bodo več obstajali. Naslednji na vrsti je mali madagaskarski tenrek, ki je že pripravljen, da vas nauči, da videz prepogosto vara, saj tenrek ni jež, niti ni v sorodu z njim. So pa prav tako kot oni nočno dejavne živali. Odrasli tenreki so samotarji in se združujejo le v času parjenja. S svojimi dolgimi kremplji so zelo dobri plezalci, gnezdo si uredijo med kamenjem, v grmovju ali votrih dreveskih. Slabše vidijo, a dobro vohajo. Neugodni del leta s pomanjkanjem hrane in vode na Madagaskarju preprosto predremljajo. A ni to fajn? Mislim, predstavljaj si. Imaš mogoče čas jutr? Zakaj pa? Eno poročilo moramo dokončati, pa bi te res rabili zraven. Življenje bi bilo veliko bolj sproščeno in preprosto. To vedenje so ohranili tudi v umetnem okolju, zato prespijo del leta v zimskem času, a to ni pravo zimsko spanje, saj gnezdo včasih zapustijo, da poiščejo hrano. Zadnji se bo danes predstavil veliki madagaskarski gekon v svoji eksotični zeleni barvi. Ko je pod stresom, se obarva bolj temno-zeleno, zaradi česar so bolj izpostavljene rdeče in oranžne lise. Kot veliko gekonov so tudi pri tej vrsti samci zelo bojeviti in na svoj teritorij spustijo samo samice. Čisto kot varnostniki v prepolnem klubu v petek večer. Obnašanje med parjenjem vključuje tresenje repa in telesa in spuščanje zvokov. Čist isto k klubu. In če samica ne sprejme samca, le ta spremeni svojo barvo v temno-zeleno. Spet. Zelo podoben kot v klubu. Večinoma se premikajo zelo počasi, razen kadar je nuja. Veliki madagaskarski gekoni imajo zrasle in prozorne veke, zato morajo svoje oči lizati, da ostanejo čiste. Danes smo spoznali nekaj naših madagaskarskih živali, ki bodo krasili platnice nove linije šolskih zvezkov od Kopja Nove. Tako se boste lahko tisti, ki še vedno hodite v šolo, vsak dan spomnili na čudovit in raznolik svet, v katerem živimo. Seveda tudi drugi, da ni pomote. Delež prodaje je namenjen tudi naravovarstvenim projektom Živalskega vrta Ljubljana. Imejte se super, raziskujte in uživajte v naravi in se vidimo kmalu. Zelo dober petič.